Ja pa Audi, no. Novo leto, nov jaz, ali kva že. Čeprav čist zaliman ob 6. zjutraj, pa sred marca smo že, ali kaj. Malo sem si mogel dopusta vzeti, ne. Kako se že reče, da si nafilaš to kreativno žilco, a veš, to smo mi umetniki. Saj ni važno. Continental me je povabil na jug Portugalske, Portimao. Zihar ste že slišali iz MotoGP-ja, iz Formule 1, ful znana pista, zato ker gre tako gor, pa dol, pa dol. In zakaj je dirkališče? Zato ker bo tukaj predstavitev nove pneumatike, gume Continental Sport Contact 7. To je športna guma, ampak to ni tako guma, to je guma. Se bom pol več povedal, ko mi bojo tudi oni malo več razložili. Imaš kajle fino teraso z bazenčkom in s pogledom na dirkališče. In to je ta hotel, ko v njemu spi ekipa od Marqueza, ekipa od Hamiltona. No, sej najbrž ste opazili, kaj sem hotel reči, ne? Da je nek nivo. Zdaj pa pičem na zajtrk, ker imamo pol še razna ta testiranja, od teh za vnos do unih alkotestov, zato da bomo vsi ready za na cesto. So our Sport Contact 7 is the best tire we ever developed. To so zdaj te gume, ne? Veliko so mi razložili, ampak se raje na delu preveč pametnega, bom to prepustil komotarju, ker je bolj njegovo področje, ampak lahko povem, da naučil sem se to, da vedno, ko hočeš izboljšati eno lastnost gume, pneumatike, ponavadi trpi druga. Recimo, če hočeš zmanjšati obrabo, je ponavadi pneumatika bolj glasna. Ali pa recimo, če hočeš izboljšati oprijem na suhem, trpi oprijem na mokrem. Pri Sport Contact 7 pa naj bi izboljšali vse lastnosti in zato, da nam gledali samo številk, so dali še praktičen del in imamo 4 različne poligone. Prvi je zaviranje na mokrem, kot da bom vozil GTI-ja naprej 6, pa 7, kot da bom videl, kakšna je razlika. 8% naj bi izboljšali zaviranje na mokrem. Sliši se malo, ampak je ful. Hello. Hello. This monitor is going to show me the exact meters. Yeah, the acceleration time you needed, the G-force, then the distance of braking. Pa da vidimo mi zdaj to razliko, ne? Pa ga lahko stisnem najbrž da lahko. Sam zanimali me je, koliko gre to. Upam, da me ne kregali. Don't speed up more than 50, please. Next one. 2 can go. Very good. Very good je rekel, pa sem vse prav naredil. 1 meter krajšo zavorno pot sem imel, kar je veliko. Sploh treba je upoštevati, da je že prejšnja zelo dobra. Zdaj naslednji sklop je pa vožnja po suhem, oziroma dry handling. Hyundai i30N, športna verzija. Tako da bo tudi lušta najbrž. Section aim to the green cone on the left. Open the steering a little. Steering constant. Wow. Ko gre gor pa dol, pri 120 na uro, veš kakšen klanc je to. Kako prdi lepo ta avto je, to je pa, wow. Pismo, presenetilo me je tale Hyundai. Toliko sem užival, da itak nisem mogel sploh nič povedati, ampak avto se res drži ful dober. Nočem tega govoriti zato, ker sem prišel testirati to gumo. Saj mogoče tudi zato, ker se avto sam dobro drži. Težko je vedeti, zato, ker to je edini avto, ki sem ga na tej pisti vozil, ampak krkocine so mi šle po koncu. Ja, avto je dober, ampak pista je pa fenomenalna. Ampak tako, dobro se mi zdi, da sem jaz, Beat Saber, Iosono vozil po Portimao. Tudi ena klukca v življenju, ne? A veš, pa nisem sam jaz oprl s to kamero, ne? Tole je recimo španska Automotor revija. Zdaj pa še najslajša stvar.
race track trening. Tako, nekaj sem osamilo vozil, pol je pa tudi race taxi. Ko sem vprašal, kaj se je zgodilo s tistim BMW-jem, ko sem ga zjutraj videl, da je vozil okoli. Pa so rekli, da ga je en pobruhal, tako da je zdaj Audi R8, kar pa tudi ni tako bad. Če sem pozabil, kakšen adrenalin je to. Stari, to je pa prav čisto izživljanje nad avtom. Prav jezo daješ ven. Saj vem, da so avti s štirikolesnim pogonom, da imajo široke gume, da je avto narejen za to, da dirkaš njem, ampak kako se to drži, noro. Kakšen adrenalin, jaz sem cel za Švico, premetaval me je noter. Vprašal sem ga, je rekel, da 25 let profesionalno dirka, tako da ima volan v mazincu. Ravnino sem imel nekih 230, pa ki me je on pelil, je bilo nekaj čez 270. Rekord te piste ima pa MotoGP Ducati 345, kar mi pa sploh ni jasen, kako se lahko 110 km hitreje voziš. Pa pol na koncu ravnine še speleš v vink. Noro. Pa se mi zdi, da si velikrat misliš, da moraš imeti dobre gume samo zato, da te vrne nese iz ovinka, ampak je toliko enih razlogov, zakaj moraš imeti dobre gume, od tega, da imaš manjšo porabo, do tega, da je avto tišji, do zaviralne poti in še in še. In zdaj, ko sem videl te Continentalove inženirja in ko sem dojel, koliko je enega dela v zadnji, da so prišli do take gume, še toliko bolj cenim. In razumem, zakaj so toliko ponosni na to. Evo, nazaj v Ljubljano, prišel sem do Pleškota, da zamenjam avto. Vmes je Pleško začel z uvozom rabljenih avtomobilov, se pravi iz tujine ti pripelje avto, kjerkoli si zaželiš. Glih zato, da v bistvu ti nimaš problema s tem. Vedno, ko sem gledal na nemških spletnih straneh, recimo rabljene avtomobile, pa nisem vedel, kako je pa s tem uvozom. Rabaš ti plačati to vozno takso, kako je z registracijo in vsi te problemi, ki pridejo zraven, zato je najlažje, če imaš enega, ki pač to naredi zate. In Pleško je zdaj s tem uvozom že v polnem teku, tako da sem zamenil Cliota za Audija A5 in ko mi je Luka rekel, da so začeli z uvozom, sem rekel, samo eno prošnjo imam, če mi lahko zrihtaš en avto, ki bo izstopil in je ful redek. Koliko je hud, ej. Ampak ne mislite, da je to že moj sanjski avto. To je sam osnova. Biti živijo. Živijo. Najprej pa čevlja zamenjala za takle avto, lahko prosim. Kaj gremo, ribe loviti? V glavnem ti, ki si bolj avanturist, pa ki si bolj za te blatne poti, ne? Pa ki smo videli, kako lepo si nam kolevo, smo rekli, ne. Meni se je zdaj primeren projekt zate Wrangler. In tega Wranglerja čaka temeljita predelava. V bistvu avto bomo dignali, vzmeti, amortizeri, druga platišča z gumami. Noro. Lejo. Ja živ! Druge odbijače, druga maska pride gor. Žgaženi odbijače. Takole. Ker vemo, da ste tudi bolj nočna ptica, ne sploh po zadnjih storih. Pa da se z bratom rada v kakšnih brezpotih zakopljeta.
bomo avto opremali led žarometi. O, bolane. Tale rdeča štanga, Kaj je to? to jaz ne vem, to naši fantje naročajo. Nekam pride. Na džipu. Na avto. Ja. Not nekam, ne? Nekam not, ja. Prva, druga. Zelo pol že malo taki kozmetični dodatki za poljubljen. Čin. Noro, meni se zdi, da bo tako, kot sem si zamislil, dober približek mojemu sanskemu avtu.